Ok, živijo. Aha, zdaj se nam pa še vidi. Ok, tudi sliši se me zdaj. V redu. Evo, danes bomo govorili o tem, o primerjavi, med različnimi materiali. Jaz verjamem, da imate seveda, sploh na začetku, ima sigurno vprašanja, kaj uporabiti, kaj ne, oziroma mogoče si misliš, da lahko uporabiš samo eno stvar in je to. To se pravi, ali boš samo gel, ali boš samo permanenten lak in to je to, lahko odpreš salon. Zato sem se za danes odločila, da naredim to primerjavo med različnimi produkti. Počakaj do konca, ker bom danes razglasila zmagovalko paketa, za katero bo dobila paket materiala v vrednosti 30 €. In ja, tudi danes tekmuješ, oziroma cel teden imaš časa, da se poteguješ za ta paket, in sicer vsak komentar, kjerkoli, ali je to na Facebooku, ali je to na YouTubeu, vse do nedelje, to se pravi, danes smo 11. Do 17. velja tale ponudba, tale nagradna igra. V glavnem, če komentiraš oziroma deliš na socialnih omrežjih in me označiš, Afna Nina Ih Hribar, potem sodeluješ v tem žrebu, tako da se splača, da narediš kakšen bumerang, print screen, napišeš, kaj si se naučila, oziroma se pohvališ, da se vsak ponedeljek uči z nami, v Nerbo Ostajn kotičku, tako da, ja, takrat sodeluješ v žrebu za paket materiala. Do nedelje imaš čas, da oddaš komentar ali kakšen share. Print screen, bumerang. Ok. Nič, če boš imela kakršnokoli vprašanje, mi ga napiši. Zdaj tukaj lahko tudi, ne vem, kaj vidim, nekatere komentarje vidim, mislim pa, da ne vidim vseh. To, če ne, pa potem v inbox in ti seveda z veseljem odgovorim. Ok, zdaj pa gremo na primerjavo. Napišite mi mogoče, kaj največ uporabljaš. To se pravi, ali uporabljaš permanenten lak, ali uporabljaš bolj, ne vem, mogoče akril, ali samo gel. Jaz mislim, da v vsakem primeru, tudi če delaš samo z permanentnimi laki, da bi morala uporabljati tudi gele, zato ker niso vsi nohti primerni za permanenten lak in potem ne moreš zadovoljiti vseh strank. Pač razen, če si se specializirala in da stranke točno vedo, s kakšnimi nohti se ubadaš in s kakšnimi ne, in potem ni nobenih težav. Tako da, dajmo začeti s primerjavo med permanentnimi laki in pa geli. Definitivno permanenten lak je najbolj prodajana storitev, najbolj zaželena storitev v salonih, tako da permanenten lak je must have v salonu, ampak ja, ker je zelo fleksibilen, ni primeren za mehke nohte. To se pravi, primeren je samo za trše nohte. Kadar imaš pa mehkejše nohte, so pa boljše druge možnosti. Lak je zelo fleksibilen, gel je pa, imamo pa različne gele, Geli se pa razlikujejo med sabo, tako da medtem, ko ga kupuješ, se moraš pozanimati, ali je bolj fleksibilen ali je manj fleksibilen, se pravi, ali je trši, bolj tekoč in tako naprej, ker se geli potem tudi razlikujejo, ker potem ti to vrsto gela prilagajaš glede na naraven noht, ki ga imaš pred sabo. Pri obeh je potrebna UV oziroma LED lučka za polimerizacijo. Z lakom definitivno naredimo nohte hitreje kot z gelom. Gel pa zahteva daljšo izdelavo, ponavadi delamo še, namažeš, daš dehidrator, primer, priprava nohte je ista, potem pa imaš še base gel, strukturni gel, barvo, zaključni gel, tako da gledaš stresno točko, stresno cono, apex in tako naprej, tako da je sigurno daljša izdelava z gelom. Kot sem že prej rekla, lak je bolj primeren za trše nohte, torej, če se ti kruši na konici, pomeni ta tri stvari.
Ena je, da si izbrala pač permanenten lak in pa ima stranka mehke nohte in se ti zaradi tega potem kruši, zato ker je noht zelo fleksibilen, se prepogiba z vsako stvarjo, ko mi delamo, seveda se noht giba in zaradi tega potem tudi lak odstopa. Druga stvar je, da nisi zaključila konice roba, oziroma si premalo nanesla, nisi nanesla topa čez celotno površino. In pa tretja stvar, ki mi je zdaj šla iz glave, nisi pripravila nohtov v redu, to se pravi, nisi bejza mogoče to dobro nanesla in se zaradi tega kruši. Tako da gel je primeren za vse tipe nohtov, ampak ta prav gel, To se pravi, ti bo zbrala različni geli so za različne tipe nohtov, Tako da ni en gel dovolj samo za vse tipe nohtov. Potem lak, permanenten lak, ni primeren za podaljševanje, gel je seveda primeren za podaljševanje, razen, če me zdaj posluša Karin Škufca, katero sem učila, ona je dokaz, da se vse da, tako da ona je pa tudi enkrat potem podaljšala svoje nohte s permanentnim lakom, tako da tudi načeloma se da, vse se da, če se hoče, ampak načeloma seveda permanenten lak ni primeren za podaljševanje nohtov. Laki so brez tega pekočega občutka, heat spike, to se pravi, ko damo pod lučko roke, nas ne speče. Pri nekaterih gelih pa se ta heat spike se pojavijo, to se pravi, pride do tega pekočega občutka, ki je tudi strankam neprijeten in tudi seveda je tudi nevaren za naravne nohte, Tako da, če se to pojavlja v res tudi hudih, da je to res hudo, da pač ni to samo majčken pekočega, ampak da to res ker vemo, ker zapeče, te lahko cela roka v bistvu zaboli, To ni to ni za nohtno ploščo, nohtno ležišče, tako da v takem primeru najprej zanalizirati vaše materiale, ali imate ustrezno lučko za te produkte, ki jih uporabljate, ali ne. Potem pa imamo lak, je zelo enostaven za uporabo, dejansko, če znamo lakirati z navadnimi laki, znamo tudi s permanentnimi laki, dejansko je še lažje s permanentnimi laki lakirati, kot pa z navadnimi laki, Ker vemo, da lak se suši na zraku navaden, in moraš kar dosti hitro polakirati, oziroma se ti pol že začne vleči, tako da, ja, definitivno pač permanentni lak je ful lažje od navadnega laka, In pa gel ima srednjo težavnost, oziroma je v bistvu, boste videli danes, po celotni analizi je gel najtežji za uporabo, kljub temu, da ga vsi uporabljamo, Coffee time. Če imaš kakšno vprašanje, pa če kaj nejasnega, seveda mi napiši, Potem pa imamo primerjavo akril gel z gelom. Za tiste, ki ne veste, kaj je akril gel je kot nek plastelin, taka pasta in je res super za izdelavo. Je bolj fleksibilen od akrila, pa manj od gela. Potrebna je zopet probeh UV lučka in z akril gelom narediš zelo hitro nohte, predvsem, če uporabljaš zraven še dual konice, je to definitivno ena izmed najhitrejših izdelav nohtov. Spet pa ni primerna za izredno mehke in pa tanke nohte. Tako da, če ima res izredno mehke nohte stranka ali pa tanke, to se pravi, da so res eni papirčki, potem ta akril gel ni primeren, je definitivno boljši gel, ki je bolj fleksibilen. Tisti gel, ki je bolj fleksibilen. Ne zdaj najbolj gost pa trd gel izbrati, Akril gel seveda je primeren za podaljševanje, tudi pri akril gelu se lahko pojavi pekoč občutek, je pa definitivno enostaven, bolj za uporabo kot pa gel. Pri akril gelu je prednost tudi ta, da ne teče v obnohtne kanale, ker kot pravim, je kot plastelin in ti v bistvu lahko naenkrat narediš vseh 5 nohtov, daš v lučko, ker te nikamor ne steče, ker pri gelu pa imamo lahko to težavo, da nam steče v obnohtne kanale, sploh če je bolj tekoč. Tako da akril gel je definitivno eden izmed bolj priljubljenih produktov. Če vas bo slučajno zanimalo, kako se dela z dual konicami, kako se dela 3D konice, kako se gradi francoska, kako se sploh na splošno izdeluje akril gel, imamo razpisana 2 termina, potekajo skupaj z LCN podjetjem v Grosuplju,
Tako da v sredo je prvi termin, potem pa imamo še na začetku maja še en termin. Tako da, če vas zanima, se prijavite in pridite, dobite zraven pa tudi paket materiala, tako da v bistvu sam ti rabiš biti tam in to je to. V bistvu z akril gelom mi skrajšamo čas izdelave za polovico. To se pravi, če si delala gel po 2 uri, boš z akril gelom delala nohte 1 uro, če boš popravljala zraven še dual konice, boš pa še hitrejša. Tako da res priporočam, da se začne z uporabo akril gela. Potem pa imamo še primerjavo z dipping sistemom pa z gelom. Za tiste, ki ne veste, kaj je dip sistem, to je pač prahec, ti namažeš nohte s tekočino, pomočeš v prah in je noht narejen, tako da je zelo enostaven za uporabo. Sicer sem jaz tukaj označila, da gre za srednjo težavnost, ampak samo zgolj zato, ker moraš delati zelo hitro in pa previdno. To se pravi, ti stekleničke ne smeš pustiti odprte, ker ti tekočine sklepevajo in se ti seveda v sami tej steklenički začne trditi oziroma postaja zelo gumijast material. Tako da sem zaradi tega, drugače enostaven je pa najbolj od vsega. Namažeš, pomočeš v prahec, še enkrat namažeš v prahec, popilaš in je narejena. Tako da je tudi izdelava zelo hitra, veliko hitrejša v primerjavi z gelom. Je bolj fleksibilen od akrila, ampak manj od gela. To se pravi, da definitivno je bolj primerno za tiste, ki so recimo veliko imajo roke v vodi, za frizerke, za tiste, ki delajo v strežbi. Ni pa primeren za tiste, ki imajo zopet zelo izredno mehke in pa tanke nohte, ker je pač trd material. Primeren je za podaljševanje s konicami, ni pa primeren za podaljševanje s šablonami. S tem, ko gel je pa primeren za oboje vrsti podaljševanja. Seveda, zopet so izjeme, tudi nekateri podaljšujejo s šablonami in gor posipajo prahec, ampak zdaj načeloma za najhitrejšo izdelavo se podaljšuje s konicami, je zelo hiter in tudi največja prednost je ta, da ne potrebujemo UV lučke. To se pravi, za vse tiste, ki jih je strah recimo UV lučke, je to super zadeva. Tudi lahko delaš pač brez elektrike, tako da top stvar, recimo, če delaš na porokah ali pa kakšnih fotoshootingih, če moraš kaj pač na kakšnih takih prostorih delati, kjer nima zdaj kabla zraven. Tako da dip je super stvar, zelo je čvrst in hiter narediš. Hiter, brez lučke, tako da to je top. In hkrati je tudi brez pekočega občutka. Tako da, kar se tiče za stranko, je super zadeva. Nima neprijetnega občutka, ni UV lučke in je super stvar. Potem pa imamo primerjavo še akril gela z gelom, akrila pa gela. Zdaj ne vem, koliko se uporablja akril, je definitivno najmanj fleksibilen, je zelo trd, zelo čvrst, res se oprime nohta, kar pomeni, da je res vzdržljiv. Kar je pa hkrati, kar je njegova prednost, je hkrati tudi slabost. In kadar poči zraven tudi naraven noht, ker se ga tako močno oprime. Zato ni primeren za mehke pa za tanke nohte, ker akril je res trd in ostane v zraku, noht se pa lahko zlomi. Zopet se uporablja brez UV lučke, kar je super prednost. Gre za zopet neko srednjo hitro izdelavo, če izdelujemo recimo francosko grajeno konico, potem je neka srednja hitra izdelava, če pa mi uporabljamo samo neko barvo, je pa definitivno ful hitrejša od gela, bi dali lahko tudi celo 1 urico tukaj zraven, da bi samo ena zelo, zelo hitra, ker v bistvu ti da samo to tekočino imamo, pa prahec za tiste, ki ne veste, in ti ta čopič pomočeš v tekočino, ti rata bunkica kot zopet nek plastelin, daš na noht, potapkaš in si naredil. Sam še malo popilaš in top in si. Tako da zelo hitro narediš. Če pa je grajena francoska konica, potem pa seveda, da zgradimo zid, potrebujemo nekaj časa. Je tudi težje potem zapiliti v primerjavi z ostalimi materiali. Primeren je seveda tudi za podaljševanje, zopet še ena prednost je ta, da je brez tekočega občutka. Neka srednja težavnost, kadar gledamo iz strani tega, da delamo francosko grajeno konico, za samo izdelavo nohtov moramo biti samo hitre,
zato ker se polimerizira na zraku. Tako da, če si dovolj hitra, je zelo enostaven, pač ne smemo se dotikati kože, tako kot z vsemi ostalimi materiali, zelo enostaven, daš gor, potapkaš in si. Bolj je težaven, zaradi tega, ker ga moraš dlje časa piliti, ker je trši pri oblikovanju nohta, tako da zato nekako sem jaz ga ocenila za srednjo težavnost. Zdaj pa, če naredimo samo še primerjavo po hitrosti izdelave francoske konice, to se pravi, če mi izdelujemo francosko konico, sem naredila, s čim si najhitrejša. Definitivno si najhitrejša z akril gelom pa z dual konicami, ker v bistvu ti to samo v konici zgradiš, preslikaš gor v lučko in je narejeno. Zopet dipping sistem, enako. Skoraj naj bi rekla, da sta hitra, s tem, da mogoče z akril gelom pa dual konicami narediš malo lepšo čisto linijo kot z dipping sistemom. In si zopet isto. Namažeš, pomočeš v prahac in je narejeno. Tako da res zelo enostavno. Z dipping sistemom je zelo enostavno, prav tako z dual konicami, s permanentnim lakom moraš že znati narisati, to se pravi, ali uporabljaš čopič, ali pa tanek čopič, potem je z gelom zopet lahko rišeš, ali pa če je grajena francoska, in z akrilom zopet je pač grajena francoska, tako da je grajena francoska se dela najdlje časa. Saj tudi mi bi lahko akril gel uporabljali za grajeno francosko brez dual konic, je zopet bi bilo potem to počasnejša izdelava. Tako da, če pa je v kombinaciji akril gel z dual konicami, potem pa je to zelo hitra francoska konica. Tako kot pač dipping, isto, dipping sem dala na drugo mesto, ker mogoče ni čista linija, ampak to sam jaz opazim, ker smo bili na eni predstavitvi z dipping sistemom in od vseh, 30 nohtnih stilistk, sem sam jaz tiste rekla, ker mogoče me malo da ni čist crispy linija, ampak ok. Strankam je pa načeloma to čist ok, všeč, ni take drame, kakor se jaz to delam, kao drama. Tako da za začetnice je dipping sistem res zelo enostaven, samo imaš težavo to, če ne čuvaš in ne zapiraš in če nisi hitra, pač teh tekočine. Ok. Potem pa imamo še primerjavo po hitrosti podaljševanja nohtov, zapravo, kadar podaljšujemo nohte. Pri podaljševanju nohtov je definitivno zmagovalec akril gel z dual konicami, ti v bistvu samo napolniš konico, jo daš gor in v lučko in je narejeno. Tudi zelo malo je piljenja, ker imamo zelo gladko površino zaradi te dual konice, in ti piliš samo v okolici ob nohtja. Tako da je zelo malo piljenja in noht je narejen zelo hitro. Potem sledi dipping sistem, kjer mi nalimamo konico in podaljšamo, 4krat pomočimo v tekočino in je narejeno. Akril zopet zelo hitro lahko mi podaljšamo nohte, če ne delamo francoske. Damo samo pač tekočino, monomer in prahac na čopič, potapkamo, popilimo in smo. Pri gelu pa zopet rabimo več plasti, več različnih nivojev za izgradnjo, tako da bi rekla, da je z gelom dejansko najpočasnejša izdelava nohtov, kljub temu, da mi vsi to delamo. Kar se tiče seveda s permanentnim lakom, smo pa rekli, ne moremo podaljševati. In naredila sem še eno primerjavo, in sicer primerjava primernosti produkta za začetnico. To se pravi, kaj je najbolj primeren material za začetnico. Jaz bi rekla, da akril gel z dual konicami oziroma akril gel na splošno. Ker akril gel ne teče v obnohtne kanale, res imaš časa, da ga ti obdeluješ, da narediš strukturo nohtov, ker pri akrilu imamo težavo to, da moraš hitro delati, ker se polimerizira na zraku, težava pri gelu pa je, da ti teče v obnohtne kanale in je zelo mehak in ti, če še nimaš občutka za čopič, delaš sam mesa, to se pravi, veš, boš dala gor, dol, začne ti teči in zgubiš že skoraj da nevoljo, tako da akril gel je zaradi tega sigurno, jaz priporočam, da naj bo to prva izbira. Potem dipping sistem, zopet, ker v bistvu samo namažeš in pomočeš in ne rabiš nobenega znanja, da bi ti modelirala nohte. To se pravi, ker ti nič ne modeliraš nohtov, ampak samo dejansko pomočeš in si naredila. Noht
Z dipping sistemom seveda ne moramo delati ekstremnih oblik nohtov, C-lokov in tako naprej, ampak čisto enostavna utrjevanja, normalna salonska podaljševanja pa z dipping sistemom seveda lahko delamo. Potem sledi permanentno lakiranje. Permanentno lakiranje zopet je podobno kot navadno lakiranje, kot sem rekla, celo še bolj enostavno, tako da permanentno lakiranje je tudi seveda primerno za začetnice. Potem pa sledi ta akril. Pri akrilu moraš biti hitra, ampak ne rabiš takega znanja modeliranja, ker pač pri akrilu s čopičem tapkaš, pri gelu moraš pa znati imeti ta občutek za čopič in pa material. Tako da bi jaz rekla, da celo je najtežji gel od vseh teh materialov. Tako da, če si čista začetnica, začni z akril gelom, pa potem lahko nadaljuješ z ostalimi geli. Z geli, recimo, če si želiš. Ok, to je to za danes. Jaz seveda, da ni to za danes. Zakaj? Ker je treba še razglasiti zmagovalko. Naj te opomnim, naredi print screen današnjega predavanja, ali kakorkoli si že temu reče, ni predavanje, je v živo, live, nail boss time, čas za izobraževanje, napišite si kaj novega zvedla, napiši kaj novega zvedla, oddaj komentar, ali oddaj komentar na YouTubeu, ali oddaj komentar na Facebooku in tako sodeluješ v žrebu. Do nedelje imaš čas, do 17. Smo zračunali, sodeluješ pa za paket materijala v vrednosti 30 €. Tako da zdaj pa še razglasimo zmagovalko, ki je, to pa je Alenka iz Studio Emily. Ona je objavila na Instagramu story, kjer je napisala, da zakaj ona uporablja akril gel. Napisala je, da je top, da delo z njim je veliko lažje in pa da so dual konice njene najljubše. Tako da čestitke, Alenka iz Studio Emily. Napiši mi svoj naslov, kam naj ti pošljem paket. Evo, to je to, drage moje. Imejte se lepo, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, mi ga napišite. Seveda sem vesela vseh lajkov, srčkov in tako naprej, komentarjev. Tako da ja, napiši, če se kaj novega naučila, naredi print screen in imejte se lepo do naslednjega ponedeljka, ko bomo govorili, mogoče bomo pogovorila o cenah, ne vem, saj veste, jaz se to odločam v ponedeljek zjutraj oziroma v nedeljo zvečer. Imam še, imam v glavi, da bi bilo dobro, da se malo pogovorimo o postavljanju cen, tako da mogoče pa bomo o tem govorili. Če vas zanima tečaj akril gela, vabljene, v sredo je prvi termin, se vidimo, dobiš tudi paket materijala, če te vas zanima, mi napiši. Imejte se lepo, uživajte, lep ponedeljek in lep in uspešen teden vam želim. Čau!